Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V današnji oddaji boste spoznali še eno od možnosti, ki jo mladim ponuja Univerza v Novi Gorici. Danes bomo podrobneje spoznali Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo, ki deluje znotraj Novogoriške univerze. In z nami dva predstavnika. Lepo pozdravljam Branko Mozetič Vodopivec, ki prihaja iz Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo. In ker seveda želimo slišati tudi plat tistih, ki znanje sprejemajo, ne samo tistih, ki znanje podajajo, je z nami tudi predstavnik študentov Tadej Kavčič. Lep pozdrav tudi vam. Če začnemo čisto s tem osnovno predstavitvijo, kakšna znanja pravzaprav dobijo študentje, ki se odločijo za študij na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo? Na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo izvajamo študijski program vinogradništvo in vinarstvo prve stopnje. In pri nas lahko študenti pridobijo kompleksna znanja vinarstva, vinogradništva in trženja vina, kajti pri vsem vinogradništvo in vinarstvo sta kompleksni in med seboj prepleteni panogi in zato je tudi potrebno, da strokovnjak, ki deluje na tem področju, pridobi znanja, ki se med seboj dopolnjujejo. In zato smo se odločili, da taka znanja, cel skupek znanj tudi pri nas ponudimo. Študenti v prvih letnikih pravzaprav, bom rekla, študirajo vsi skupaj, potem se pa na koncu lahko specializirajo, za posamezne smeri. V prvih 2 letnikih je študij enoten in poskrbimo za to, da študentje pridobijo vsa potrebna naravoslovno-tehnična znanja in tudi osnove in nadgradnje teh strokovnih predmetov iz vinarstva in vinogradništva ter tudi trženja vina. V 3. letniku pa se študij bolj usmeri in poleg osnovnih predmetov imajo možnost, da študentje zberejo ali se usmerijo bolj v vinogradništvo ali v vinarstvo. Seveda lahko zbirajo tudi predmete iz drugih sklopov ali pa recimo lahko poslušajo tudi predmete na drugih sorodnih programih, vendar usmeritve sta bolj v vinogradništvo in vinarstvo. Katere fakultete pravzaprav so toliko sorodne, da je mogoče, bom rekla, zanimiva povezava, da študentje izbirajo predmete, recimo tudi? Ja, recimo izvajajo se programi na Ljubljanski univerzi in tudi na Mariborski univerzi, vendar bi hkrati poudarila, da recimo tam podajajo znanja vinogradništva in vinarstva v kombinaciji z drugimi, recimo predmeti, ki so iz drugih kmetijskih panog. Naš študij pa je usmerjen v to področje vinogradništvo, vinarstvo in trženje vina. Mi smo prav edinstven študijski program v Sloveniji, ki nudimo znanja na tem področju, ta usmerjena. Lahko rečemo pravzaprav, da smo še kako potrebovali to visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo, prav zaradi tega, mogoče, ker ostali univerzi ne ponujata tako specifičnih in tako zelo usmerjenih znanj kot vaša. Seveda, zaradi tega, ker za vodenje recimo vinogradniško-vinarskih posestev in tudi za delo v vinogradništvu in vinarstvu je potrebno znanje in seveda na tak način lahko postanemo bolj konkurenčni in se spopadamo tako s spremembami, ki nam jih prinašajo podnebne spremembe in tudi se znamo prilagajati spremembom trga. Tako da z znanjem se lahko spopadamo, da prilagajamo vinarsko in vinogradniško tehnologijo, da smo potem lahko še uspešnejši. In seveda zelo pomembno je, da študentje dobijo tudi znanja iz področja trženja, ker nekdo, ki bo peljal, bom rekla, neko kmetijo, bo potreboval vsa ta znanja, mora obvladati delo v vinogradu in mora potem svoj proizvod tudi prodati. Ja, rada bi tudi poudarila to, da naš študij je predvsem praktično naravnan, da predavanja v predavalnicah od 1. letnika naprej spremljajo praktične vaje, delo v laboratoriju, v okviru terenskega pouka, potem strokovnih ekskurzij in seveda v obliki praktičnega usposabljanja, ker naši študentje lahko se dejansko pridejo v stik s prakso in seveda obratno tudi praksa z njimi. Kajti pomembno je, da komunikacija poteka z obeh strani. In seveda naše študente že od začetka ne praktično usposabljamo ne samo za vinarske tehnologije in vinogradništvo, ampak tudi za recimo
trženje, ker je pač pomemben ta stik s stranko, je pomemben. Pomembno je, da se naučijo, kako se predstavlja svoje izdelke, kako se pridobi kupce, in zato v okviru tega so seveda veliko aktivnosti oziroma tudi pedagoškega dela usmerjeno v to, da se študentje naučijo tudi predstavljati in seveda tudi nastopati na trgu. Najbrž je najtežje pravzaprav predstaviti svoj izdelek in ga prodati nekomu. Ja, to je nujno potrebno v tem segmentu tudi kmetijstva. Eno je teorija, drugo je pa praksa. In zato mislim, da je na okviru našega študija dobro poskrbljeno. Za oboje. Ja. Kdo se lahko piše na visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo? Je dobro, če ima nekdo že prej stik s tem področjem, da vsaj malce recimo pozna že prej vinogradništvo, vinarstvo? Seveda je dobro, ni pa nujno potrebno, zato ker je poskrbljeno tudi za tiste, kot sem že povedala, v prvem letniku je dovolj študijskih vsebin, ki poskrbijo, da tisti, ki niso imeli prej s tem toliko izkušenj, da pridobijo osnovna in tudi znanja, ki jih potem tudi nadgradijo v teoriji in tudi v praksi. Ker naši diplomantje, mislim, da so, oziroma sem prepričana, da so sposobni reševati vse naravoslovno-tehnične in tudi praktične izzive, ki jim pridejo nasproti kasneje v svojem poslovnem življenju oziroma ko pričnejo tudi uporabljati svoje znanje v praksi, potem ko dobijo diplomo. Če pogledate izkušnje doslej, se upisujejo predvsem študentje, recimo, ki prihajajo že iz vinogradniških in vinarskih kmetij, ali je veliko takšnih, ki mogoče tam vidijo svojo bodočnost, čeprav se s tem še niso srečali? Jaz bi rekla, da v velikem odstotku se upisujejo k nam tisti, ki želijo, ki imajo že od doma izkušnje in želijo svoje znanje še nadgraditi. Če pogledamo sedaj z vidika študentov, zakaj ste se vi odločili za vpis prav na visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo? Po končani srednji kmetijski šoli sem se odločil o nadaljnjem študiju. Razmišljal sem najprej o sami Ljubljani, agronomijo, vendarle po samem preletu programa nisem zasledil samega strokovnega izobraževanja vinogradništva in vinarstva, tako da sem se odločil za Univerzo v Novi Gorici, ker mi bo nudila bolj ozko tematiko in predvsem bolj na poudarku enologije, in vse skupaj tudi je dokaj močno praktično podprto s sami 16 hektarji vinograd, ki so v lasti oziroma najemu Univerze v Novi Gorici, kot samo vinsko kletjo. In mislim, da je tle kar velika zaloga znanja samih naših predavateljev kot tujih. Mi kot študentje precej poslušamo tudi tuje gostujoče predavatelje iz tujine, iz Italije, Francije, tudi iz Južne Afrike. Tako da sem sam tudi s samim programom in podajanjem znanja precej zadovoljen. Ste pričakovali to, kar ste dobili, ko ste se vpisali, ali ste pričakovali manj ali več, recimo? No, v prvem letniku so nam predavali več ali manj slovenski predavatelji, tako da smo bolj obnavljali samo znanje in nadgrajevali te osnove. Sedaj drugi, tretji letnik pa so znanja, bistveni pogledi tudi iz ostalih delov sveta. To je najbolj dobrodošlo. To dosti bolj pritegne k samemu poslušanju, da vidiš tudi razmere v svetu in drugo mišljenje, kot imamo mi v Sloveniji. Mi v Sloveniji smo res ena majhna kapljica v vinarskem svetu in je lepo, da tudi učijo malo večji, ki so že dali malo večjo količino skozi svoje roko. Prihajate iz kmetije, bo to tudi vaša življenjska pot ali ne? Ja, v bistvu jaz prihajam iz kmetije. Se pravi, ste se že prej srečevali z vinogradništvom in vinarstvom? Sem se že prej srečeval, vendar sem se odločil za sam študij, ker
znanje danes tudi ključ do uspeha. Ne. Naj si bo na kmetiji, naj si bo v svojem privatnem življenju. Ne. In to, kar je bilo že poudarjeno, da je zelo veliko prakse, to je najbrž študentom pravzaprav ena velika vzpodbuda, ne? Da dobivate taka praktična znanja, da imate občutek, da boste od tega res nekaj imeli. Ne? Zdaj videti, kaj je to res, vendarle se moramo to poudariti pri tako velikem posestvu, kot ima naša univerza, lahko res gledamo kot en obrat, na katerem se da tudi kaj naučiti. Ker če bi imela univerza zelo majhno posestvo na tem obratu, vsak bi obrezal 5 trt, bi pretočil 5 litrov vina, zdaj pri tem obratu se pa da tudi malo bolj gledaš skozi delovne konice, gledaš skozi napake, lahko se naučiš kaj z tega ven, ker pri majhnem posestvu to ni moč. In tisti, ki nimajo recimo teh praktičnih izkušenj od prej, lahko tudi ugotovijo, kako trdo delo pravzaprav je vinogradništvo in vinarstvo, ne? Seveda. In koliko dela je. Vse to je potrebno, ker se mi zdi, da v današnjem času je recimo z današnjim načinom izobraževanja je pomembno, da diplomanti znajo praktično tudi delati takoj, ko končajo diplomo. In mislim, da jim mi tudi to znanje in svoje praktične izkušnje lahko tudi damo. Kje vse se lahko zaposlijo vaši diplomanti? No, najbrž jih bo kar nekaj takšnih, ki bodo pač ostali na svojih kmetijah in jim bo to znanje tam še kako prav prišlo, da bodo pravi podjetniki, ne? Ampak najbrž imajo širše možnosti. Seveda imajo širše možnosti, kot sem že poudarila, pridobivajo naši diplomanti, dobijo znanja tako iz vinogradništva, iz trsničarstva in selekcije vinske trte, iz vinarstva, tako iz analiz vina, pa tudi iz trženja in zato lahko delajo svojo diplomo tako doma na specializiranih vinogradniško-vinarskih kmetijah, ker mislim, da imamo dovolj znanja, da lahko vodijo in organizirajo in tudi tržijo na svoji kmetiji, potem lahko delajo v večjih kleteh, v specializiranih laboratorijih, tudi v bistvu v vseh službah, ki so povezane kakorkoli z vinogradništvom in vinarstvom, tako na lokalnem kot tudi na nacionalnem nivoju. Vi sodelujete recimo s temi okoliškimi kletmi, recimo tudi s strokovnimi organizacijami, recimo s Kmetijsko-gozdarskim zavodom sodelujete? Ja, seveda sodelujemo. Pri nas recimo predavajo na našem strokovnem študiju tudi predavatelji, ki so zaposleni na zavodu in to na tak način lahko tudi prenašajo svoje praktične izkušnje našim študentom. Tako da ta navezava je, ne samo z zavodom, sodelujemo tudi z drugimi inštitucijami v Sloveniji, tako da imamo res raznovrstno izbiro predavateljev, tako iz akademske kot tudi iz profesionalne sfere. Tako da se res trudimo, da našim študentom predavajo ljudje, ki so v praksi tudi kaj naredili. No, tedaj je že omenil, da prihajajo tudi tuji predavatelji in da je to zelo pomembna izkušnja, da slišiš mogoče nekoga, ki prihaja iz bolj uveljavljenih, recimo, vinarskih dežel. S katerimi državami vse sodelujete? Ja, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo in s tem tudi Center za raziskave vina, ki deluje nekako povezano. Se trudimo in stalno vzpostavljamo nove povezave z drugimi strokovnjaki drugje po svetu in te ljudi tudi povabimo k nam in predavijo nam in našim študentom in tudi drugi javnosti. Pri nas smo gostovali že strokovnjaka iz Južnoafriške republike, potem iz sosednje univerze v Vidmu, potem smo imeli tu pri nas v gosteh tudi strokovnjaka iz univerze v Davisu iz Združenih držav Amerike. Tako da se trudimo, da jih je čim več, zaradi tega, ker pretok znanja in pretok informacij je pomemben, kajti
na tak način lahko poskrbimo, da pridajo nova znanja k nam in tudi vse tisto, kar se mi naučimo in na čem mi delamo, tudi navzven. Kako pa širša javnost recimo sprejema ta vaš študij? Se udeležujejo recimo predavanj, ki jih organizirate, ko prihajajo mogoče tuji predavatelji in so tudi za širšo javnost? Seveda, mi povabimo tudi v okviru teh šolskih seminarjev, ko vabimo tuje predavatelje, da predstavijo svoje raziskave na tak način, da so zanimive tudi strokovni javnosti in se tudi udeležujejo teh predavanj. Seveda, kot imamo tudi vsako leto, konec maja organiziramo tudi študentski festival vin v okviru praktičnega usposabljanja, kajti na tak način študentom omogočimo, da svoje teoretično znanje nadgradijo še s praktičnimi izkušnjami in ta študentski festival in tudi povabimo tudi ljudi iz stroke in strokovnjake iz lokalnega področja. Tam študentje predstavljate tudi svoja vina ali vina, ki jih delate na fakulteti, pravzaprav na visoki šoli? Na študentskem festivalu študentje predstavljamo svoja vina oziroma študenti, ki nimajo te možnosti, da vina pridelujejo doma, se pač dogovorijo z eno večjih lokalnih kleti ali privatnikov, da jih zastopajo na tem študentskem festivalu vin. Seveda, to je precej pomembna izkušnja, ker pridobiš neko praktični pristop do predstavitev, do razlage samega postopkov, predelavi vina, v bistvu nek stik tudi z mediji, da se izobražuješ. Da se naučite bolje pravzaprav tržiti in predstavljati. To se mi zdi zanimiva izkušnja festival, tako kot se mi zdi recimo zanimivo to, da imate tudi lastno blagovno znamko, pravzaprav, da imate lastno vino, ki ga ponujate trgu. To je tudi dobra izkušnja za študente najbrž, ne? Seveda je dobra izkušnja. Od začetka leta 2010 ima Univerza v Novi Gorici v zakup je prejela 16 hektarjev posestev od Kmetijskega sklada Slovenije in to posestvo smo poimenovali Univerzitetno posestvo Vilina. In zakaj smo se odločili za to? Zaradi tega, ker, kot sem že večkrat poudarila, teorijo je treba nadgrajevati s prakso in na tak način lahko študentom omogočimo celosten pristop k samemu najprej pridobivanju znanja in nato tudi dejanski izvedbi v praksi, od preizkušanja novih tehnologij v vinogradništvu in potem tudi v vinarstvu. Posestvo bo namenjeno tudi raziskavam, kajti z raziskavami lahko tudi nadgradimo že obstoječa znanja na tem področju in tudi širše. Prodajati in imeti svoje vino je lepa promocija za univerzo in tudi pravzaprav lepa promocija za to, bomo rekla, vinogradniško, vinarsko območje, iz katerega izhajate, ne? Seveda je lepa promocija, tako da mi se tako s pedagoškim kot raziskovalnim tudi na tak način trudimo, da promoviramo vinogradništvo in vinarstvo ne samo na našem področju, ampak tudi širše, zato ker recimo vinogradništvo in vinarstvo je ena izmed najpomembnejših kmetijskih panog, ne samo severni Primorski, ampak tudi širše in pomembno je, da postajamo vedno bolj konkurenčni in to lahko naredimo z znanjem in z razvojem. Vi organizirate tudi degustacije, kjer nekako združite moči, bomo rekla, profesorji in študentje in preizkušate. Seveda, na šoli potekajo tudi vodene degustacije, kjer povabimo tudi študente, kajti preizkušanje vina in način izražanja o vinu je tudi pomemben del, ki ga prenašamo na naše študente. In že od prvega letnika naprej in v okviru različnih predmetov študente učimo pravilnega pokušanja vina, kako se vino opisuje, napake, recimo, kako so
prepoznati vino in to nadgrajujemo v okviru predmetov v prvem, drugem in tretjem letniku in seveda tudi v okviru teh vodenih degustacij, ker treba spodbuditi, da se o vinu tudi spregovori in ker vsako vino ima za seboj tudi zgodbo in je lepo, da se zgodbe znajo predstaviti in tudi jih je lepo tudi poslušati. Primerjalna prednost Univerze v Novi Gorici, to vedno poudarjamo, je to sodelovanje s tujino, ta izmenjava znanj in primerjalna prednost so tudi manjše skupine. Tudi za študente je najbrž lepo, da skupina ni prevelika, da vas je manj in zato imate bolj direkten stik s profesorji in najbrž je lažje delati, sploh pri praktičnem delu. Lažje delati, ne samo pri praktičnem delu kot teoriji. V sami teoriji, če se pojavi problem, lahko greš direktno do predavatelja, mu zastaviš vprašanja. Predavatelji so pripravljeni tudi pred vsakim predavanjem tudi do 1 uro prej priti na samo univerzo, nas počakajo, tako da se lahko razjasnimo neke težave, problema. Pri samem praktičnem delu pa tako, ne. Manjša kot je skupina, bolj nadzorovalno lahko deluje, ne. In tudi lažje se učiti, so ti tudi sami predavatelji dosti bolj stojijo ob strani, ne, kot če bi bila neka večja skupina. Glede na to, da ste študenti večinoma takšni, ki že imate nekaj izkušenj, recimo, ki prihajate večinoma tudi že iz kmetij, se najbrž tudi porodi pravzaprav med vami tako ob predavanjih ali pa pri praksi kakšna nova ideja, ki jo potem tako malce preizkusite? Preizkusimo, prednost tudi s tem, kar nas je malo, je, da te dileme tudi razjasnjujemo, si izmenjujemo same misli in izkušnje in stvari potem potegnemo eno črto in kaj ima prednost, kaj ima slabost. In s tem tudi mnogi predavatelji začnejo o tem razmišljati, mogoče v našem dobrem predlogu, mogoče mi o njihovih predlogih, ki so boljši od naših in povlečemo vsi nekaj dobrega iz tega. Tudi za profesorja je najbrž veliko lažje, če ima majhno skupino, s katero lahko hitro komunicira. Seveda je delo lepše, če so manjše skupine, zaradi tega, ker imaš lahko boljšo komunikacijo in bolj kakovosten prenos znanja, ker je pomembno, da na eni strani predavatelj predava, pomembna pa je tudi povratna informacija. In mislim, da je to v majhnih skupinah boljše. Tako da to vsekakor je naša prednost in mislim, da jo s pridom izkoriščamo. Mi smo velikokrat poudarjali, da pravzaprav imamo na kmetijah mogoče malce premalo znanj, predvsem mogoče iz področja trženja. En takšen študijski program v Sloveniji najbrž lahko veliko doprinese sploh k razvoju kmetijstva, k boljši prepoznavnosti Slovenije, k večji prepoznavnosti Slovenije kot vinske dežele nasploh. Seveda, to sem že z znanjem, z nadgrajevanjem znanja in s prenosom novih znanj se lahko strokovnjaki z področja vinogradništva in vinarstva lažje prilagajajo tako spremembam na trgu. In na tak način lahko postanemo bolj konkurenčni tudi na širšem nivoju. Zato znanje je potrebno, tako da v to je zmeraj treba vlagati. In seveda najbolj se želite, da bi se na vašo visoko šolo vpisovalo čim več takšnih, ki bodo v bodočnosti delali na področju vinogradništva in vinarstva, predvsem tistih, ki bodo imeli recimo kmetije, da bi potem lahko te kmetije prosperirale. Seveda, zato ker na tak način lahko poskrbimo, da se na področjih ohranja ta osnovna dejavnost, da pač ljudje delajo, da ohranjajo vinograde in vinogradniška področja in da pač pridobijo nazaj zaupanje, da se znanjem tudi da kaj pridobiti.
Da ne bomo več tako črno gledali, ne? V prihodnost kmetijstva. Z znanjem v prihodnost. Vi seveda imate informativne dneve, dijaki vas lahko obiščejo, vas spoznajo. Če je kdo zainteresiran in bi mogoče rad spremljal, kako poteka študij, se lahko recimo tudi osebno oglasi pri vas, ne vem, malce pogleda, kako je v laboratorijih, na posestvu? Kolikor bi imeli interes, koga zanima, kako izgleda pri nas. Najprej bi povabila na informativni dan, ki poteka 11. in 12. februarja, vendar vsekakor je vsak dobrodošel, da pride k nam, bomo z veseljem razkazali, kaj imamo in kje lahko pri nas študirajo. Na naši internetni strani lahko dobijo kontaktne podatke in pokličejo in bomo z veseljem spregovorili o tem oziroma pokazali vse, kaj lahko pri nas pričakujejo. Bi priporočili ta študij mladim, ki se sedaj odločajo, kaj ne grejo študirati? Vsekakor študij se priporoča predvsem mladim iz vinogradniških vinarskih kmetij. S tem bodo nadgradili znanja in prodrli tudi svet trženja, kar je zelo težko z drugimi šolami. Najlepša hvala obema, ker sta se odzvala vabilu v naš studio. Upam, da smo koga prepričali, da se bo oglasil pri vas in da bo tudi vpisanih čim več, tako da bomo imeli veliko izobraženih lastnikov kmetij in da bo naše kmetijstvo kmalu spet na konju, da ne bomo samo črno gledali na to panogo. Hvala še enkrat za obisk v studiu. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, če ste bili z nami in nasvidenje.